Navodila. Veste že od prejšnjih let, tisti, ko ste že stalni tekmovalci, ne? Piše se 45 minut. Če se slučajno zmotite in drugačno rešitev, dajte zraven svoj podpis, da se bo vedelo, da ste vi. Ko končate, preberite še enkrat, oddate in dobite potem darilo, ki ste ga dobili obljubljenega na začetku. V redu? Od kdaj pa sploh obstaja Vesela šola? Od leta 1968, ko je bil v takratnem Pionirskem listu, to je danes Pila, ta revija, ki jo gotovo poznate, prvič izdan en kviz, v obliki kviza je bilo. Kaj pa je sploh smisel Vesele šole? Smisel Vesele šole je pa, pridevnik ti pove, da se veseliš, ampak veseliš se ob tem, ko se kaj naučiš. Kakšna pa vajna funkcija pri Veseli šoli? Jaz sem urednica Vesele šole, Špela mi pri tem pomaga. Jaz delam bolj vsebinsko, odločam, kdaj bo teme, pa kdaj bo tekmovanje, pa tako. Kdo pa sploh dela ta vprašanja? Vprašanja na podlagi tem sestavijo pač zunanji sestavljalci, to se pravi, najamemo nekoga, imamo različne strokovnjake, potem imamo pa tudi psihologa, ki preveri, da so ta vprašanja ustrezno težka ali lahka. Kdo si pa te teme izmišljuje, kakšne teme bojo? Teme pa tudi določimo skupaj v uredništvu, pač Špelo, ki je moja pomočnica, pa z urednico Pila, pa se vsako leto odločimo, kaj točno bomo obdelali v nekem letu, ampak zgleda pa to tako, da pač pokrijemo vse teme. Mogoče tebe bolj zanimajo živali, nekoga drugega bolj matematika, nekoga drugega spet mogoče zgodovina. Mi se pa trudimo, da v tem fizika, recimo, zakaj predmeti padejo na tla in ne odletijo gor, tudi take teme pokrivamo, pa se jih poskušamo potem tako, da v teh 6 oziroma 7 tekmovalnih tem, da pride čim širši nabor tema, da je za vsakega nekaj. No, pa gremo malo preizkusiti vajno znanje. Ne bomo točkovali, gremo najprej za hec. Pa me zanima, če veste, katera je največja kopenska žival. Imate možnost med več, še prijem povem vse odgovore, že veste. Ja, res je. Pravilen odgovor je slon, na voljo so bili še žirafa, sini kit in pa podvodni konj. Tukaj pa dostikrat vidimo težavo, da otroci oziroma tekmovalci ne preberejo dobro, da iščemo kopensko žival, in potem povejo sini kit. No, pa boste še naprej poskusila reševati. Saša Farič in Filip Fliser tekmujete v obkrožičju... To pa na pamet. Smučarski kros. Bravo, odlično, odlično. Pred ustreznim nadaljevanjem pa smučarski kros. Kdo pa točkuje te vprašalnike? To je tako, veš, na šolski ravni to ocenijo mentori. Ko pridete pa enkrat na državno raven, to je pa tekmovanje tako, kot je danes tu, kamor jih pride, recimo, prej je bilo 11 tisoč, zdaj jih je pa samo še 2 tisoč, Te pa potem pošljajo k nam na uredništvo. Tam imamo pa potem, koliko imamo zdaj, mislim, da 5 skupin po 2 in potem teh 5 skupin, veste kako, ta vprašanja se pogledajo, potem pa pogledaš odgovor. No in 2 sta pa zato, da en za drugim gleda, da je res pravilno točkovano. Ste dobili zdaj tudi kakšne nenavadne odgovore, smešne, zabavne? Moram priznati, da se je pravzaprav skoraj zmeri že vsako leto na tekmovanju izkazalo, da ste otroci velikokrat pametnejši od vseh sestavljalcev nalog. Predvsem pri nalogah, kjer ni recimo toliko zelo natančnih odgovorov. Recimo enkrat smo imeli eno logično uganko, ker smo jo tako postavili, da si moral izločiti živali, recimo, ko so na 4 nogah, ena pa ni spadala zraven, ker je bila pa na 2 nogah. In nam se je zdelo čisto logično, recimo, da pač pašejo skupaj, kaj se jim srna, pes pa recimo volk, zraven je bila pa še kokoš, potem je pa en fant napisal, ampak je tako dobro obkrožil, veste, kot v šoli, ko delate množice, da je napisal, tele so domače, volk pa recimo ne paše zraven, ker se ga sploh ne da udomačiti. Pa smo potem ugotovili, da je tudi to nekako zelo dobro sklepanje in smo potem tudi to priznali kot pravilen odgovor. Logična uganka. Koliko prstov je na 10 rokah? Število vpiši na črto. 50.